Tole so 157 glave, oziroma če veš, kaj mislim, s klicajem 4. Pol slište, zakaj je klicaj. To je ta epizoda, ki gre v ta glaven feed, to dobite vsi. Dobite približen, mislim, da je 41 minut, kar dolgo, ker smo bili mal daljši, ampak je bilo res preveč fajn. Če pa hočete vse slišati, pa pejte na aparatus.si/poševnica po 3, postanite krajcarji Goldinar in potem tam dobite poseben feed, ki je zaklenen samo za tiste, ki podpirajo in lahko slišite celo epizodo. Seveda pa pridite tudi v naš Discord, to je aparatus.si/poševnica Discord, je tam link, ampak še enkrat vsem ful hvala, ker podpirate glave in hkrati potem tudi, če veš, kaj mislim, ker zaradi tega to sploh še obstaja. Tako da to je več ali manj to. In zdaj se bo začel z gongom. To je četrta epizoda podcasta Če veš, vejca, kaj mislim, brez vprašanja, je Žanc rekel. A je to res? Ni vprašanja. Ja, mi smo se odločili, da ga ne pišemo. Aha, ok, v redu, smo se odločili. Ja? Ja, ker starega je znam že spet ni važno. Kdo zdaj pa to? Zakaj pa ni? Zakaj imamo mi te sestanke? Čeprav, a veš, kad tle ni mišljeno vprašalno, ampak je tako pač, če veš, kaj mislim. Ja, to je res. Ne, Klicaj je bi res mogel biti. trditev. Klicaj. Ja, če veš, kaj mislim, klicaj. Kaj na koncu? No, bomo imeli še en sestanek. Če bi pa klicaj pa vprašaj, bi bilo... To bi bil pa Bernard Nežmah, to je pa To je pa že. Jaz sem sad tako rekel, Terry Pratchett je nekoč napisal, da the multitude of exclamation marks or questions is a sign of a deranged mind. No, eno ločilo. En klicaj, a smo zmenjeni, a lahko roke dvignemo. Jaz sem za en klicaj. Klicaj. Ja, okay, tudi Jože se je sam strinjal. Okay. Ja, pač. Zmenjen. Zdaj tako. Ker smo pozvali na vprašanja, sploh stare, dajmo en aplauz staretu, en aplauz. Resno? Ja, ker se je potrudil in smo dobili vprašanja in ne bomo imeli samo weird zadev, bojo tudi weird zadeve. Začeli bomo pa dejansko z vprašanjem poslušalca, ki mu je ime Urban. To mi je poslal Urban. Urban. Ali pa, kaj pa veš, mogoče pa to nickname, stari. Urban, na internetu. V resnici z Dolenske. Urban je postavil prvo vprašanje. Jaz bom zdaj še eno stvar rekel. Ker je Urban postavil prvo vprašanje, prosim, napiši, ja, točno to, nekaj bo dobu. Wow, dajte bolj. Okay, Urban, pošelj mail na anze@aparatus.si z tvojim naslovom domačim in boš dobil nalepke. Moramo povedati, ja. Hvala Matej Dečeko. Pa še to, ja. Matej Dečeko, ki je do zdaj v svoji karieri najbolj znan po tem, da je naredil že 2 logotipa za glave, in sicer Avokado Kadavra in Hitri in drzni. Poleg tega, da je ilustriral kupe knjig, pač te 2 logotipa je naredil, je zdaj naredil tudi logotip za Če veš, kaj mislim, in to barvni. Tako. Ja, noro, to je next level. Bodimo iskreni, vrhunc njegove kariere. Ja, ja. Joco, to je sploh od zdaj naprej gre vse sem še navzdol. Matej, naslednje oblikoval... leto dobi že nagrado za življenjsko delo. Ja. Sem mislil, da bo naslednji CGP za Fame, če delal. To je všeč mi, da je šlo to malo multitrack. To je to, tako da Urban je postavil zanimivo zagonetko, se temu reče. Uradno, tako, moja punca ima zelo veliko tatujev, ne? Jaz nobenega, kaj bi bil dober prvi tatu? Zdaj pa, to je specifično vprašanje. To ni, kaj bi bil dober prvi tatu. Jaz sem samski. V tem kontekstu ima punco, ki ima zelo... Kontrast je, ja. Ja, zelo veliko tatujev, on je pa beli list. Ja. Sklepam. Zavijajte me. Ja. S čim? Gremo kar provat naš standardni vrstni red, ker čeprav vem, edini, ki ima kleta tu, je pižamc. A je to res? Ampak kdo od vas? Ne, snimam tatu. Joco nekaj zaslač. Delfinček na zadnici ne šteje, Joco. A ja, to je pač... To imamo vsi. To je kar znamenje.
Okay. Tako da, ne pižanc, se pravi še enkrat, ima punco, ki si jo jaz zdaj predstavljam, kot da ima face tattoo. Tega, Tysona. Punca ima od Tysona, kaj je to hangover tudi. Hangover, ja. Hangover tattoo, on nima pa nič. Kaj bi bil dober prvi tattoo? Jaz mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi šel v nek kontrast njenemu stilu. Se pravi, pač te ljudje, ki so ponavadi, ki imajo pač množico tatujev, imajo ponavadi, ali imajo zelo uniformen slog vseh tatujev, ali imajo pa pač mišmeš vsega možnega. Ne? Ampak predvidevam, ker vemo, da mišmaš vsega možnega. To učijo na Aluju tudi, v tretjem letniku. Tatuaža. In zdaj, glede na to, da je urban, bi rekel, urban človek, določenih estetskih, če posluša, če veš, kaj mislim, jaz mislim, da tlele ni. Dobiš samo... Je hip in kul in meni je kul človek estetskih užitkov. Tako da jaz verjamem, da je njegova punca, da ima estetske tatuje. Sam živi lahko na kureščku. Meni je kul, da smo definirali, da tako desetletja, stoletja se ljudje sprašujejo, kaj je kul? Kdo je kul? In zdaj končno imamo... Če veš, kaj mislim. Tako, da ljudje vejo, vi, ki to poslušate, vi ste kul. Če veš, kaj mislim. Hvala. Kar v bistvu pomeni, da... Okay. V glavnem, jaz bi rekel, da ali vzame neki v kontraslogu njenih tatujev, ali pa, da si pa naredi matching tatu. Se pravi, da ne vem. Čakaj, recimo, če ima obraz, recimo levo polovico obraza, če ima ona potetovirano. Tyson je na levo. Smo šli zelo daleč. Ampak dajmo to, dajte se zraven, se pravi tako z nos proti nosu. In zrcalno, ampak tudi kontrabarvno, se pravi negativ, kar ima ona črno, naj pri Urbanu ostane belo. Drugo pa črno. Metafora. Veš, kaj jo pogledaš, je to vidiš, te dva sta za skupaj. To je to. In nimajo noben drugih ne bo hotel. Morto biti, to je bolj trdno. To, če imaš matching face tattoo, to je bolj ziher, ka poroka. Razumeš? Kredit je najbolj. To je bolj ziher, ka kredit. Ko ga by the way ne boš dobil, če imaš face tattoo. Kaj boste pa videli, pa stanovanje kupujo? Lejte to. Na kontrastran. Sam lejte to. A pa sta poročena, ne, sam lejte to. Ne, jaz bi sam iz tega, iz tvoje bi sam to idejo izluščil, da karkoli resmo, da ima ona nek tatu, če on naredi negativ, to je kar če mu je všeč tatu. To bi meni bilo legit, recimo. Ampak stare, kaj pa ti misliš? Jaz mislim, da ljudi, ki imajo tatuje, še posebej, ki jih imajo veliko, folkrat sprašuje, kva to pomeni. Sploh, če so kitajske črke. Ali pa kaj to te pomeni, mislim, veliko ljudi ima neko osebno zadevo. V glavnem, mogoče gre njemu to malo na živce, tako da moja ideja za njegov prvi tatu je, da najbolj brezvezen, ne vem, veš, da si maybe, sam lepotično piko tetoviral ali pa neki, ampak naslednji cel let vsem razlaga, koliko je to najbolj pomembna stvar za njega. Pa drugo stvar, ki pa tudi lahko, da se on, tako kot ima ona te tatuje, da si pa on utetovira pomen teh tatujev za njo nase, da je on pač njena razlaga. On je Wikipedija za svojo punco. Anotiran poglej dokument. Legendo. In je legenda! Wow. Kaj pomeni ta tatu? Poglej legendo. Kje pa je legenda? Pije tam. Odkar ima vse te tatuje po faci, veliko več pije. Sam. Veliko več pije sam. Joco, kaj bi ti predlagal za prvi tatu? Meni se zdi najmočnejši tatu, da nimaš tatuja. Zato bi jaz Neum predlagal, ker on pa očitno hoče se približati, da ne si, tetovira brado, ali pa, veš, da si obrvi naj si utetovira te Vanilla Ice, ki imaš v mestu za brite črtice. Ali pa brke, večje, kot jih mu rastejo, seveda, ali pa če vsaj ima malo visok čelo, da si tetovira te lasekle. Fjorde. Da si zmanjša fjorde, ne? Zmanjša fjorde. Kaj bi legenda, da bi si dlake na hrbtu? To je naslednja stvar, pa kakšen moče znamenje. Dlake iz nosa.
Dlake iz nosa, velika znamenja z dlakami. Take stvari bi jaz dal. Druga stvar, še ena je pa to, da se posenči te mišice. Aha. Da si non-stop mal jacked. Da zgledaš jacked. Kljub temu, da imaš šampirski bal. To dejansko je to tukaj, ga ima Sašo. Ja. Ne, ampak res to dela. Fake tretji nipel. Ja, to sem tudi razmišljal. Tretji nipel je next level. Ampak na hrbtu. Četrti nipel. Kaj v paru morajo biti, ne? Če so 3, je weird. 3 na sredi, vsi vemo, da to ne obstaja. Medtem ko 4, pa vsaj 2 od nas vesta iz lastnih. 3 zgleda, kot da je fake, 4 pa lahko napaka narave. Pa je to res napaka. Kako definiraš napako? Res je, mogoče smo pa mi vsi napaka. Ja, v glavnem. Jaz bi ne da hočem dati bolj resen odgovor, ampak bom vsaj probal. Jaz moj dejansko resen strinjam. Ampak ne, jaz bi pa tako rekel, če bi si dal, jaz bi dal neki. Če bi bil ti urban, misliš? Če bi bil jaz urban, jaz bi si dal neki, kar se ne bi videl. To bi naredil. To bi bil edini moj nasvet. Tu zuno barvo, ki ste sam čez ultravijolično, zifra rdečo. Hudo, ki si je saj pride gledati, kaj je sperma, pa še tako vidijo na nebu tatu. Mogoče, a veš, da se vtetovira, ona me je ubila. Ne, ampak tako, ne bi dal na vidno mesto, ga ne bi dal, ker pa si še zmeram, a veš, še zmeram je neka distanca do drage, ne, hkrati, ne. Če ne pa smučarsko podkapo, hodeš na šiht. Ja. Nisem hodil tega na glas reči, to hvala. Kaj je problem s penisom? Reč penis. Da reč penis. Hvala. Kaj ti rečeš, je res uvedeno, ni? Drugač, to je bilo to za prvi krog. Urban, najlepša hvala za vprašanje. Še enkrat pošli. Čak, ti si rekel, kam bi dal, ne pa kaj bi dal. Kaj, da še rečem kaj. Ja. Linijo šestke. Samo to moramo povedati. Urban ne pošle samo naslov, ampak tudi sliko tatuja. Nalepko iz tega. Ali pa če dobi nalepko, ne si da našo nalepko tetovirati. To je mogoče najboljša. To je v bistvu najboljši. To je največ se ne da. Kaj pa dobi? Jaz bi jo rekel, ne si jo da pod vrat vtetovirati, da lahko si srajco zapne. Ja. Pa se ne vidi, ampak pojo pa poletjo pa malo odpre. Za bebe. In se vidi na 4. Sorry, jaz se ne strinjam. Jaz mislim, da bi mogli tako, da iz ovratnika glave gledajo naše. Pa še pomensko glave. A ti glavce vam gledajo? Reč penis. Penis. Če veš, kaj mislim. Ne, ali še to ni bilo, če veš, kaj mislim. Zato sem vam rekel. Jaz sem eno urbano idejo za urbana. Če je res urban, ne si da neki urban ga gor. To je sem pač ne si da zemljevid ene trole. To je kul. To je kul. Kaj pa če spremeni? Ja, to je ta stara trola. Tako je bilo bolj čast, ko je bilo bolj. Pa so pa vse zjebali. Conversation starter za skozi. Včasih urbano plačo, zdaj pa kar eni hodijo, pa kar s karticam svojim. Tudi urbano bilo dolgo. Nehimo te pane na urban. Urban še enkrat vam rekel, ful hvala za vprašanje. Dejte še kakšnega vprašati, povezava je v zapiskih. Kaj, urban je še koga vprašati? Ne, kar to. Ne, pa se mislim, da je dosti informacij, kva. Mislim, da se ne rabi več posvetovati. To je res. V glavno, pošelj res še enkrat na Anzej Afna, Baratus, bi ga si naslov, pa res dobiš nalepke. To je to. In zdaj gremo na drugi krog, ki je že spet weird zadeve, klasični vrstni red, se temu reče, in začne pižama. Jaz se bom rahlo navezal na prejšnji del, če veš, kaj mislim, z dildi, ki so se švercali. Ja, okay. Zdaj takole. V hlačah, ne, v žepih. V glavnem, Cormac McCarthy je umrl dan, preden mi tole snemamo. Ne, če pozna en največjih sodobnih ameriških romanopiscev. On je recimo napisal roman Cesta, za kjer ga je dobil tudi Pulitzerjevo nagrado, bil je fino posnet, bil je avtor romana No Country for Old Men. Cesta. Avion, cesta. Ne, cestna je aviona, potem pa cesta. Pa No Country for Old Men je tudi, ne. No, in danes zjutraj je Dan Schreiber, človek od QI-ja, ki ima zdaj en svoj čist perfukten tudi weird podcast.
kjer dela intervjuje s čudaki, ampak tako v pozitivnem smislu čudaki, je objavil prav, zdaj imam šanso, da pokažem najboljši naslov novice vseh časov. Iz leta 2014 je novica, z leta 8. januar in naslov je, jaz ga bom kar v angleščini prebral, ker Cormac McCarthy's ex-wife pulls gun from vagina during argument over aliens. Koliko stvari lahko? Ampak to je neka metafora? Ne. Okay. Ona je bila že takrat njegova bivša žena, verjetno razumljivo. Ne? In v glavnem, ona se je s svojim tedanjim tipom, nekaj sta se spičila glede nezemljanov, nekaj sta se prepirala o obstoju nezemljanov in ona reka, jaz grem. Ali pa ne obstoju. No, v glavnem, in je... Ne, lahko je bilo... On je imel svoje nezemljane, ona pa svoje, ki niso šli skupaj. Ja. No, in potem je ona šla stran, iz bajte, jaz se moram malo slediti, prišla nazaj, je šla v spalnico in potem je prikazala iz spalnice v spodnjem perilu, v vagini pa je imela srebrno pištolo. Je že koga motil, kako je naglasila? Kaj je bila ta vagina? Vagini. Ja, vagini, tako kot kača od Dumbledorja. Vagini. Ne od Dumbledorja, sorry, od Voldemorta. Od Dumbledorja kača se rima na penis. Kako? Čak, dej še enkrat, vagina je narobe, vagina je prav. Ne, vagina. Aloh, ne, prejmo naprej. Če smo rekli penis, prej 15krat, moramo vse 15krat in v duhu enakopravnosti. Po policijskem poročilu je občevala s pištolo, potem jo je pa povlekla ven in jo uperila v svojega tipa in rekla, kdo je zdaj prva čuna gospodinstva. Kdo je zdaj nor? Ti ali jaz? Ja. In on je pa vzel pištolo in jo vrgel v WC in pa, ki je hotela jeti po njo, je on šel v WC in jo je vrgel ven v kanto za smeti. In tukaj se konča policijsko poročilo. Ampak to je najbolj weird zadeva, ki jo jaz v lifeu slišal. Če veš, kaj mislim? Brez, če veš, naravi. Kle se konča. To je pa weird. Kjer ti Američani, jaz bom sam to rekel. Zakaj je WC vrgu? Ja. Zakaj WC vrgu? Pa zakaj pomembno, da je srebrna? Zakaj so pištole iz srebra? Zato, ker Američani te fetiš njihov. Zdaj pa nagradno vprašanje. V kateri zvezdni državi se je to zgodilo? Florida. Teksas. Druga možnost. Preveč preprost odgovor skoraj. Florida velja za najbolj. Florida je tam najslabši. Tako pravijo. Se te v članku piše, da pravi, da novinar se je malce pošalil, potem je rekel, kar jaz vem, v Teksasu sploh ne smeš, nimaš volilne pravice, dokler te ne aretirajo zaradi nečesa v zvezi z orožjem. To je pa, ok. Mene je najbolj možno, da je pobiral iz WC-ja. Ne morem imeti tega. Ne to, da se je samo zadovoljevala s pištolo. Ne, samo koliko nekih varnosti je treba. Ta del je weird, ja. Ne, samo on je šel, jaz tako bi rekel, jaz tudi, če si, recimo, da imaš tako malo težave z WC-jem, da se ga nočeš dotikati. Zdaj, a je kdo od nas tle tak, ne vem. Ne, mogoče je kdo. Jaz sam mislim, da če imaš, mogoče. Jaz sam mislim, da če je opcija to, da se pravi, pištola je v WC-ju. Zraven nekdo, ki gremo reči, se sprašuje, kdo je zdaj tukaj nor. Kdo je bolj nor? A bo WC res ustavil? A bo WC tega človeka ustavil, ga ne bo. A zdaj ti rečeš, jaz ne bom šel zraven WC-ja in bom pustil temu noremu človeku, da vzame vam pištole na ostali, ali bom šel prej noter. Sem že, why si jo notvrgu? Je najbrž, da kao razmišljal, po moje, kot mogoče, kakšen od nas kle, da valjdam Ben našel v WC po pištolo. Ok, zmoč se. To mislim, ne, to je vse. To je vse. To mislim, da je zdaj pri teh pištole. Odvisno od metko, po mojem. No, to mora priti, smo nekaj o metko. Mene predvsem zanima, kaj je bil ta špetir okoli nezemljano. Mene bi to zanimalo. Kje se je začelo to? Ker to je kar that escalated quickly za nekaj o nezemljanih. Mislim, ali pa odvisno, kako verjameš. Visoki bili obstajajo, ne pa ne. Mislim, a se tukaj pogovarjamo o verjeti?
Ali pač preprosto sprejeti in debatirati. Kot fan benda Blink 182, ne, moram reči, da in njihovega kitarista, ki je razkrinkal ameriške vojsko, to veš, za nezemljane, ne, je ta kitarist od Blinkov. Ne dajo zdaj res izjave. Ja, zaradi njega. To se vse dogaja zaradi kitarista. Ne, kdaj ti mene zabaš? Ne. Jaz sem odprt za marsikatero resnico. Verzija, ki sem jaz slišal, je njegova, to, da on se je mailal z ljudmi v Hillary kampanje, oziroma ki je bila ona State Department pod Obamo. Hillary. Poslušaj, in potem, ki je bila tista afera med volitvami, ki je ona nek e-mail server so imeli in so vse une maile dobili, so bili noter tudi maili tega kitarista od Blinkov, pa njenega chief of staff, ki se kvaja s temi nezemljani, in tako je to ven prišlo in zaradi tega se zdaj Pentagon končno s tem ubada. To to je on rekel, pa pol, kar sem bral, to je res. Ne bi šel zdaj v to, ampak... Ja. Ker ni dejansko neki posnetki. Neki posnetki, pa to, ker je v 60 Minutes, imaš na YouTubeu 60 Minutes, ki je resna oddaja, so naredili intervjuje s piloti, ki so leteli, pa videli neke stvari, ki letijo. Tako da ampak vse še enkrat zaradi Blinkov. Vse se pušča tudi možnost, da sam testirajo neko novo tehnologijo, ki jo ne štekajo. Ne, kao da zdaj že neki vam prihaja, da so to, kao da ni... Kaj pa če so eni kavboji? A se gremo definirati, čisto da vemo, kje smo. Kdo verjame? Kdo verjame, da nismo... Dajmo začeti malo. To ni tako preprosto, Sašo stare. Ni tako preprosto, sploh nisi poslušal do konca vprašanja. Kdo verjame, da nismo sami v vesolju, roko gor? Ali pa reče jaz, ki je podcast. Ne, to je preveč preprosto. Ja, to je preprosto. Zato, ko obstaja neka enačba, obstaja neka enačba, po kateri da ne. Ja, no, da ni šans. Ampak da je pač, da je tudi čas, ne, tista... Ja, lahko je bilo. Velika verjetnost je, da je že neki velikrat bilo. Jaz zelo verjamem. Da je tukaj bilo? Da je že tukaj kaj bilo? Ja, ok. No, zdaj smo se prešteli. Ja, pa smo šli. Okay. No, pejmo naprej. Ne. Kdo verjame, da nezemljani ugrabljajo ljudi? Kdo verjame? Pa jih pošilja sonde. A te v... Ok, ne rabimo jih naprej po anatomiji. Rečanus! Če veš kaj... Uranus. Konec drugega. Pop TV, res. Konec pižamcev. Dobro naredil. Ne morem. Stare, ti si na vrsti. Drugi krok. Daj. Meni je cool, da smo začeli s temi neznanimi letečimi. To sploh ni bila, sicer, mislim, to je bilo samo detajl. Ja, pa smo ga kar zagrabili. Šlo je krdeč. V glavnem, en model, Larry. Lawn Chair Larry, je njegov vzdelek. Zdaj je lawn chair, se pravi, da sedi na tem stolu na verandi. Ja, tako. To je stol na verandi. Stol na trati, prosim, lepo. Ja, zakaj veranda je pešjo? Ja, sorry. Lawn je trata. Zakaj mislite, da bi ta vzdelek dobil? Ker non-stop sedi tam. Ja, ok. Sedel je noter. Je zihar kaj naredil s tem stolom? Nekaj je naredil s tem stolom. Nekaj je naredil? Poročil se je s tem stolom. Ne. Potetoviral se je ta stol. Ne. Povlekel ga je med... Ja, ok, sorry. Zaročil je ta stol. Ok. Stol ne more reči, ja. Se to me je motilo. Ne. Jože, kaj si ti hotel reči? Da je narobe se usedel, da stol. Škaj imam jaz feeling? Na nek način. Ker si ti rekel, ne, da smo ravno pri nezemljanih. Ja. A ga je probal ta stol spraviti v luft? Jaz sem zdaj mislil, da boš probal spraviti ta stol, se mi slušalo do nekaj. Če veš, kaj mislim. Če veš, kaj mislim. Je ga probal spraviti v luft. Na njega je prevezal 45 helijevih weather balloons. Velikih, ki so taki ogromni. 45 velikih balonov s helijem na filov in poletel. Uspešno poletel. Ja, ampak to zato, ker so te weather balloons, to se misliš. Če bi dal za dost unih tam malih. En model je tudi samo s tam malimi party ballooni naredil, sam jih je več kaj Jurija mogel narediti, ampak on je bil, to ni bil. Launcher Larry je prvi poletel samo na, tako kar mi smo zdaj na stolu, je poletel gor 4900 metrov visoko in sabo je imel zračko, da jih je streljal, da se je začel spuščati.
Genialno. Kva? On je moj idol. Mislim, to je Felix Baumgartner, Red Bull, da mu časti raketo, tako. Da neki tazga naredijo, pa kva, jaz sem Sam še enkrat. Ampak to je bil ta stol, on je šel gor, pa je pa zračko lukne naredil. Pa je imel kisikovo masko. Ja. Pa kisiko nekje je mogel imeti, ne na 5. Čeprav, ja, 5 Sploh če sediš, who gives a fuck. To je res, ja. Čeprav vprašanje, iz kje leto, veš, če bi z nekega iz Utaha, ne, letu gor. Ja, je to kar malo več, kot če gre iz Lendave. San Pedro, Kalifornija. Iz tam je vzletel. To ne veš, to je lahko tudi visoko. Ja. Kva, to je pa... A pa je imel vsaj tale s sabo pa dal? Ne. Genialno. Ja, ni. Ni, to je... Zakaj pri nas noben tega ne naredi? Kaj pravi, da smo narod ekstremistov, pa ne vem kva. Okay. To prav. Ja, prav, Kdor gre s stolom z baloni, dobi nalepke. Ne. Ampak nad 6,000 more. Nad 6,000 km. Jaz mu dam svoje nalepke, vseh svojih 9 nalepk. Ne, prosti, popravljam se, imel je parachute. Se pravičujem. A si ti zdaj slučajno prvič prebral ta članek? Ne, nisem, samo skrit je bilo med drugimi zadevami. Tako, je parachute dal in prevezan je bil v stol. Kaj da parakeet? Papigo. Parachute. Ne, to je pa moram reči, da impresivno mi je sam, ker si začel z nicknameom, ki je bil samo en model, ki sedi. Smo zdaj prišli do enega, ki je šel v zračko. Veš, kaj je pa rad rekel? Ker je Američan. Ja. Ker pa sem ponosen, da je imel zračko. Ja. Ali ni bil to pravi? Da ni. Mogoče sem težek. Ne, čakaj. Zadnji je imel pa, če alien je srečal, je imel pa še eno taktično. V bistvu, to je zato, ker je šel iz Kalifornije. Če bi šel iz Teksasa, bi bila zgodba čist druga. Šel je gor in pojel strelu in je vse eksplodiralo. To pa ni ok. Mislim, to ni ok. To ni... Je ne tega delati doma, otroci, ampak če veš, kaj mislim. Če ne rabite nalepk. Če pa nalepke. Ki se lepo svetlikajo, moramo povedati. Njegovi frendi so prerezali štrik, ki ga je držal povezanega na njegov džip, ker je z džipa je poletel. Kaj bolj ameriškega. In je šel 4900 metrov, 2 komercialni letali sta ga opazili in sta bili what the fuck se dogaja. In pa je po nekaj časa strelil. In potem, ko je začel streljati na poti navzdol, se je zapletel v neke te električne linije, ampak je preživel, pa vse je bilo v redu. Je bil pretresen. In je povzročil blackout v resnici, 20 minuten, ker je nekaj prerezal, ampak malo je bil pretresen, ampak je pa preživel. Okay, za razliko od Ljubljane, ker se folk z avtom v transformator zabija, da je blackout. To je res. Kar je tudi kar podoben. Kaj pa veš, mogoče je pa preleto dol, se ne veš. Ja, nikjer ni pisal. Valjda, kuj je pristal, so ga aretirali. Se to vemo. Verjamem, zakaj je. Zato, ker je imel video aliena, da ne bi povedal. Pa ko je šel, ko ga je nesel, je tudi vstopil v restricted airspace, seveda, ker ni imel, tako da vse skupaj. In je na koncu mogel plačati kazen. Kazen so mu zmanjšali 4,000 na $1,500. $1,500 stane, če tako pogledaš. Polet. Nekaj, kar si bo zapomnil za cel življenje. Koliko so bili baloni, pa koliko je bil heli. To tudi ni pocen. Dobro, ampak vse ne, še zmeram cnejka dopustne. Če si kredit vzameš. Pa kaj si boš pa zapomnil? Dosti pocen, pa še ena stvar je. Upazil sem, da je na Instagramu zdaj trend, da 5 najbolj zanimivih ali pa primernih destinacij za ženske, za samske ženske, ki potujejo. Okay. A bi recimo to bi to bila ena od stvari, aktivnosti, ki bi priporočal samske ženske? Ne vem, je to, zdaj ne vem, kdo v tem primeru od naju bo seksizem. Jaz bi rekel, da je to bolj za samske tipe. Jaz bi tako rekel. Zato, ker se mi zdi ena taka... So ženske prepametne za kaj tasga. Tako, jaz bi rekel, da ženske... to se pa strinjam. Mogoče sploh ne pamet, ta neka zrelost. Zrelost, Si reče, bom jaz res zračko vzela.
na 5000 metrov, medtem ko tipi. Ja, Ne, pa certain age, nas gledam, ne. Ja. Bi pa mogoče rekel na koncu, ne, mi, ki smo recimo malo bolj prilagojeni, mogoče, ampak bi pa razmišljalo vsaj, to si pa upam reči. Meni je to strah. No. Ja, okay, no, Samo še ta zadeva, če bi kdo hotel gledati ta stol, ne, ki je sicer imel neke te čebre, ne čebre, kva so že, za vodo. Vedra. Ne vedra, kantice. Imel spodnji pritrjene, ja, to, da je imel malo težo, pa vse, da je bil balast. No, če bi kdo hotel gledati to zadevo in je slučajno v Washingtonu, ko to posluša, je v Smithsonian muzeju na displeju. To je bilo, ta polec je zgodil 93, ampak 2014 so pa ga je en od teh dveh pilotov, ki ste ga opazili, je bil tako, jaz moram pogledati, kdo to je, in je poiskal tega človeka, najdel tega Larryja in so ugotovili, da je pač v garaži je fuknil ta stol tam in je rekel, da je to možda to muzej in zdaj je to v muzeju National Aerospace Museum in Washington. To je ta glaven muzej. To je resen muzej v Ameriki. Lej, se pravi, če hočete prijeti v muzej? To. Pa imeti izkušnjo, ki si jo boste ne samo zapomnil v lifeu, tako še kar 20 let kasneje, še več. In zraven dobil še ful hude nalepke. Ja. Nalepke in nekaj to ste moški ali ženska. Ja. Samski ali pa v družini. Ja, tako je. Kar dobro, za zračko ne rabaš orožnega lista. Ne rabaš, pa. Kaj pa si ti naredil v lifeu, a? Ja. Tega ne. Joco, ti si na vrsti. Okay, jaz pa prenašam ali pa selim našo debato v Evropo, v sosednjo Italijo. Okay. Ne vem, če ste opazili ali pa zasledili. Pred dnevi je umrl Silvio Berlusconi. Yeah, okay. Se pravi, ne vem, kako se ga vi spomnite. Samo Škoti trgali, mislim, da so mu trkali Američani na okna, kaj mi smo odtle. Mislim, kako ga mi dojemamo kot slabega človeka. Kako se ga vi spomnite? Kot slabega človeka. Te žurke pa to imel, ne? No, ja, to je to. Tako bi sam rekel, zdaj bi mogoče vse skupaj malo pokombiniral. Politiko se jaz ne mešam, kaj pa jaz vem. Okay, imel je žurke, kako se imenuje? Tis ne bom rekel. Bunga, ti si rekel, da je pa slab človek. Ja. Pižamc, jaz se zelo podpišem, da je slab človek. No, očitno niso vsi izga mnenja. Se pravi, ne mislijo. A boš ti kot Gregorja Periča prebral? Da je, ne vem, kaj je Gregor Perič, ampak torej, ko je Silvio Berlusconi umrl, je eno podjetje poslalo rožni venc. Rožni venc. Ne, žalni venec. Rožni venec je unka molš. Ja, točno, res je. Ja. So pa rože v tem vencu, tako da tehnično. In sicer bi šel gor, čau Silvio, Escort Advisor. To je najbolj popularen sajt, kjer ocenjujejo escort biznis. In je, oni so poslali pred njegovo vilo in ja, so skakali, the best. In tudi mislim, da je bil cel dan na njihovem sajtu, je bilo, čau Silvija, pa črn je bil sajt, kao, To ni v redu. v smislu. In seveda, vsi mislimo, ja, to je zdaj ta viralnost, pa vse to, ker valjda takoj so odstranili ta venc in potem je v članku piše, da pač se je firma Escort Advisor, ki je mislim, da je najmočnejša v evropskem lideri na področju Google spremljevalne industrije. Lega prav skriva, da ne ve, kaj za kaj. Ja. Torej, gre za spletno stran, na kateri se upišeš kraj, kjer si in pač ti najdeš neke ocene. TripAdvisor. Ali tako kot avtopika. Kar si ti rekel. Ne, bolj TripAdvisor. Pa Yelp, ne? To, Yelp. Yelp, TripAdvisor. Super izkušnja. Ali pa ne. Bi še. Ja. Tega ne bi ponovil. Ni bilo pa tako spucan, kot bi bilo. Ja, in seveda so se potem mediji oglasili, češ, kako so grdo zlorabili, je firma grdo zlorabila ta čas žalovanja. Zato in seveda Tle se ne strinjam. Oni so takoj rekli, da fuck off, a ne, to je hinavščina, come on. Na sodišču
je mogel on razlagati, da je neke specifične detajle vsega in vse je bilo predvajan. In zdaj pa ne sme biti venca tam, odjebite. Okay. Hkrati je pa bil še del tega odgovora, je pa bilo, da je v bistvu, zakaj so oni hvaležni? Da oni ne pravijo, da je zdaj pač Silvio dober človek, karkoli. Ker res ni. Okay, da je pa on v bistvu nekako izboljšal, prinesel besedo escort sploh v ta širši pogovor. Aha, okay, zaradi svojih dejanj v preteklosti. Nakupov. Je Google search beseda escort se tako spremenil, da so te ljudje ratali pač milijonari escort advisor. Escort advisor. Bo zapiski. Kako je pa tole črkovano ta escort? SCORT, ADVI, logo sta pa ne ena, ne tri, ampak 2 dojki. No, pa smo mogoče te tretja dojka tetovirana. Ja, točno to. Ja. Je pa tako, ampak lepo je, prej si rekel, da samo se pravi, pika ali piše samo čao Silvio, pika. Okay. In pa escort advisor. No, Meni se zdi zelo lepo, kot nekdo, ki na spletu nastopam, se mi zdi genijalen. Pa imaš dobre ocene, hočeš reči, da Joco ima vrhunske ocene. To je podobno, kot Viktor Hugo. Tak je Le Miserable napisal pa to. Okay. On ne bi pač, boj, da so, ki bi imel on pogreb, so vsi bordeli v Parizu se zaprli. In zdaj pač po eni zgodbi naj bi bilo, po eni zgodbi naj bi bilo to pač, da zaradi tega, ker je pač imel tako nenasiten spolni apetit in da je bil ful stalna stranka in so posod. Po drugi strani pa teorija je pa to prav, da zato, ker je bil on en redki, ki je v svojih romanih prostitutke humaniziral. Se pravi, da niso bile označene kot a priori nekaj zavržnega, ampak da jih je pač slikal kot dejanske ljudi noter. Ampak meni je kul, ker vidiš na netu, zdaj se reče kao sex worker, ne vem, kaj to v slovenščini pomeni, ampak je nek tam... Spolna delavka. Ja, ali pa delavec. Seveda, prosti, ker sem te izločil iz tega pogovora, za kar se globoko upravičujem. Res se dogaja nek ta moment, ko se to ima in normalizira. V članku je del odgovora tega PR, je zelo v tem smislu, da tukaj se oni, da se folk buni, da so takoj umaknili, češ kako je to, da v resnici pa vsi vemo in oni začnejo s cifram, koliko vsak dan obišče sajt, koliko jih je ne bilo aktivnih, in da pač oni so del družbe. Že od skozi, ampak recimo v tem zadnjem cajtu, in da kako se pa, ko se pa taka stvar zgodi, pa fuck off pokrit, kako ste nesramni. Vse gre hinavščina. Da je ful žalostno, da se to mora dogajati na plečih, na krsti ali whatever, Silvija. Meni je všeč, da je nekdo... Meni je pa to dobra lekcija, da smo ljudje kompleksni. Čak, da povem do konca. Kaj pa če je on tako bil slab človek v vseh drugih aspektih life, ampak bil je pa res nenormalno prijazen do prostitut. Mi smo enkrat, takrat, ko je to bilo Zuno Rubi, Maročanko, smo to enkrat za mizo pogovarjali in je ena moja prijateljica rekla, dejansko je nekaj v tem smislu bilo. Jaz mislim, da je bilo to mogoče ena lepših izkušenj v njenem lifeu. Ja, ker to je jaz vsak dokumentarski, jaz ga ne moram več gledati teh stvari, ker je pač noro, kaj se dogaja. Tako da jaz štekam da je to normaliziran, pa tako, kot je Pižanc rekel, očitno že, kdaj je bilo Le Miserable, jaz ne vem, kdaj se je dogajalo, 1812 najvrš. Ja, nekaj prej ni bilo prostitucije. Pred 19, takrat ni bilo prostitucije. Meni je čudno, da je to tako stigmatizirano, odkar je družba, je prostitucija. Ne, zato pingvini se prostituirajo. Najstarejši poklic na svetu. Lončarstvo je naj. Pingvini se prostituirajo. Bonobi. A res, kaj? Bonobi, samice bonobo. Za kamenčke, za gnezda pa seksajo pingvini. Tako da
Kamenčke Ja, kadela, zaključimo prvi res, to te ne Ej, a še kdo čutil anksioznost? Celo to debato o prostituciji, ker sem jaz sam bil, en bo na napačnem mestu rekel, če veš, kaj mislim. A sem sam jaz? Ne, sam ti. Okay. Kaj to te pomeni? Ne, jaz nisem bil nikoli in če to ni res, ne me zdaj vlak vozi. Če veš, kaj Ja, Okay, zdaj, še jaz sem v tem krogu, pa gremo pa še en krog, pa še eno vprašanje na kratko na koncu. Zdaj pa jaz imam... To je bil mini teaser. Ja, za naprej še na sredini. Je pa res, da tukaj se za nekatere tudi zgodba zaključil, nikar ne plačujejo. To bom zdaj pa Anže se pojavil. Ne, ti si grandfather, da se temu reče. V glavnem, tako bom rekel, jaz sem že spet, si nisem mogel pomagati, ker smo danes mogli 2 zbrati, da ena ne bo iz najboljšega vira novičarskega na internetu in to je spletna stran, ki jo je še enkrat Jure Godler predstavil v podcastu. Express.co.uk. Več se ne da. In zdaj, jaz kar gledam te weird zadeve, ki jih imajo tam, sem takoj, če mi je kaj tehnološkega, sem jaz, to je pa ne, moj foh, dajmo kaj tazga. In zdaj bom že spet sam prebral naslov. Ljudje so prepričani, da je potovanje skozi čas resnično, ker je v 350 let stari sliki narisan iPhone. In zdaj dokler je to taka 6 do 10 weird zadeva, kar rečeš, v neki sliki je. In pa jaz to naprej berem, in so noter citati tako Tima Cooka. To se pravi šefa Apple, citati. Iz 15. stoletja. In zato citati Tima Cooka, ko on reče, jaz sem pa mislil, da sem vedel, kdaj je bil iPhone narejen. Očitno ne, ker je v sliki. Pa jaz to pa tudi express.co.uk, ki so še enkrat legitimen ver novic, zelo kredibilni, ampak da si ne prvoščijo pa takih stvari, da bi si kar zmišljali kote, ker se mi je zdelo neverjetno, da bi Tim Cook sploh karkoli v tej smeri rekel, ker on že tako ne daje benih izjav, ker to valjda ni res. In potem jaz sem rekel, jaz bom temu prišel do dna. In sem začel googlati iPhone painting Tim Cook in je začel ven tako več sajtov metati, tudi že take malo bolj, in je dejansko obstaja kvot Tima Cooka, ki reče, jaz sem pa mislil, da vem, ampak seveda, kad tam to prebereš, to zdi, da Tim Cook reče, jaz sem mislil, da vem, kdaj bo iPhone narejen. Pa sem vedel, Kaj pa prebereš normalne novice, pa vidiš, da je, jaz sem mislil, če veste, kaj mislim. Kdaj je bil iPhone narejen, pa sem ga videl v sliki in je bo dejansko v Rijksmuseum v Amsterdamu. To je tam, ena slika od v nekrogelce mesta, ne imajo nek druge v Amsterdamu. Peter de Huh, bom jaz rekel, da je slikar 1670 in je naslov slike Man hands a letter to a woman in a hall. In pač pride z nekim pismom. To znano umetniško. Ampak dobro, v Rijksmuseumu je, to je velika stvar. Po tej logiki je Hinko Smrekar uporabljal Windowse. Ker imaš njegova ta karikatura Cankarja, ki je Cankar kot svetnik z uno belo krizantemo, karikaturo in ima v rok svojo sliko kot zapornika. In gor v kotu te slike je kvadratek z X-om noter. In tle je start meni. Ne, zdaj je pač tle X, da zapre sliko. Za vse ljudi, ki smo slabi z imeni, si jaz želim, da bi pižama si na svoj telo tetoviral legendo vseh teh referenc. Zdaj bi začel pižam zgor, Hinko Smrekar, da bi bil stare. Pižama, ne dol majico najprej, pa govor naprej. Stare, ne zjejo moj 4. nipel. Ker tam je seveda Hinko Smrekar, to si vemo. Absolutno, to si vemo. Ampak samo zanimivo mi je bilo, ker sem res imel tako mini popotovanje od valjda Tim Cook nima nič s tem, zakaj ga citirate, to je kar čuden za tako prestižno stran. Si napisal pritožbo? Ne, ampak pa sem pa videl, da so legit kvoti, samo da je to napisan, kot da dejansko je bilo pa, tako je bilo. Tako da to. Je pa res, da kaj sliko pogledam, sem šel pogledat, bom dal, itak bo link v zapiskih. Tako res zgleda. To bo naslednji zapisek za eskort, kako je že? Kako je že eskort? Se spet Joca se pretvarja, da moramo gledati. Zdaj imamo ta teater. Tako je naslednji link. Escort advisor. Naslednji link za escort advisorjem je pa slika. Slika Man hands a letter to a woman in a hall. Tako da to. Okay, to je bilo konc drugega kroga, kjer se res zaključi za unik. Ne plačujete, petek poslušajte naprej, tako življenje. Pižamc, na vrsti si. Okay,
To je to. Če bi radi slišali celo, pejte na aparatus.si pošiljnica podprite in potem dobite ekstra feed, kjer je cela epizoda. In to je več ali manj to. Do naslednjič, kjer bo zadnja epizoda glav pred počitnicami. Tako da to je to. Evo. Ta-na!